V današnjih novicah med drugim. V Brežicah položili temeljni kamen za nova stanovanja. Dijaki na poletnem taboru energetike. Brenčači v Mirni Peči povabili v Zijalo. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo v Brežicah, kjer sta dopoldne tamkajšnji župan Ivan Molan in direktor podjetja Nik Investicije Dušan Simonič položila temeljni kamen za 2 večstanovanjski stavbi. Nova stanovanja bodo zrasla pri avtobusni postaji. Tako so simbolno napovedali začetek gradnje prepotrebnih novih stanovanj na lokaciji, za katero je bil prostorski načrt sprejet že leta 2008. Takrat je bilo podjetje Begrad, ki pa potem seveda zaradi gospodarske krize ni šlo v realizacijo. Danes me veseli, da je podjetje Nik se odločilo, da bo odkupila to parcelo in začela graditi. V prvi fazi naj bi bilo temu do 88, skoraj 90 stanovanj, seveda bo pa možno še kasneje. Predvidoma 15 mesecev dolga gradnja naj bi stekla septembra. Izgradnjo bo financiralo belokranjsko podjetje, ki je lastnik zemljišča. Naložba je ocenjena na 13 milijonov evrov, kupci stanovanj pa bodo plačali avanse v višini 10% vrednosti. V prvi fazi bom gradil 92 stanovanj, velikosti garsonjera, enosobno, dvosobno, 4-sobno stanovanje in to seveda. Parkirna mesta v garaži in okoli. Vsa stanovanja bodo ogrevana za toplotno črpalko. Ravno tako v vseh stanovanjih bo izvedeno talno ogrevanje. Vse bomo prezračevali z lokalno rekuperacijo. Zaradi velikega povpraševanja po stanovanjih je brežiška občina sprejela še en prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo, še en pa je v fazi sprejemanja. V naslednjih letih bi lahko občini zgradili okoli 300 novih stanovanj. To seveda vse kaže na to, da občina Brežice postaja zanimiva za življenje, za praktično proizvodno industrijo in pa seveda tudi zanimiva za gradnjo. In me veseli in jaz upam samo, da bo investitor čim prej to zgradil in dal na trg. Ker je povpraševanja po tako socialnih kot tržnih stanovanjih veliko, so v občinskem proračunu za prihodnje leto že rezervirali tudi denar za nakup dodatnih stanovanj. Pestro gradbišče pa je na Ponikvah v občini Trebnje. Maja so namreč pričeli z gradnjo kanalizacije, meteorne kanalizacije in vodovoda v naseljih Gorenje in Dolenje Ponikve. Uredili pa bodo še marsikaj drugega. Najpomembnejša naložba je ureditev kanalizacije za odpadno vodo. Dolenje in Gorenje Ponikve še nimata izgrajene kanalizacije za odpadno vodo. Tukaj se predvsem to zaenkrat zliva ali v male čistilne naprave ali pa v neprotočne greznice. Sedaj bo to urejeno po izgradnji kanalizacije. Zdaj nova čistilna naprava tukaj ni predvidena. Odpadna voda bo v celoti odvedena na centralno čistilno napravo v Trebnje. Sicer pa gre za celostno infrastrukturno ureditev tega območja. Med obema naseljema gradimo tudi nov vodovod. Vodovod sicer prej že bil, cevi so bile precej dotrajane, na katerih delih celo salonitne, se pravi, sedaj bodo nove in tudi ne bo več prihajalo do defektov, ki so bili v tem naselju kar precej pogosti. Poleg tega je bistvena pridobitev izgradnje pločnika. In sicer v dolžini dobrih 600 metrov, povezoval pa bo obe naselji z železniško postajo. Iz zalednih vasi ogromno otrok vsakodnevno hodi peš ob tej cesti do železniške postaje Ponikve, ki je tukaj v bližini in bilo je precej prometno nevarno območje. Zdaj, po izgradnji pločnika bo to precej bolj prometno varno, kajti poleg pločnika bo tudi zgrajena tudi javna razsvetljava. Nadejajo se tudi sofinanciranja, projekt naj bi podprlo Ministrstvo za okolje in prostor, za mehanizem okrevanja in odpornost in iz tistega naslova si tudi še obetamo nekje 250 tisoč evrov. Odločitev tvoriš sicer še ni, jo pa pričakujemo v kratkem. Medtem ko je celotna investicija, pogodbena vrednost celotne investicije dober milijon, torej 1 41 000 evrov.
Zaradi obsežnega projekta naj bi se določena dela zavlekla v naslednje leto, pločnik pa naj bi bil končan še v tem. Na Bučki, Pušeljcu Dolenjske, pa bo na veliko veselje uporabnikov Sončka Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije kmalu zaživela tamkajšnja varstveno-bivalna enota. Gradbena dela so namreč praktično končana. Takole je sredi septembra lani škocjanski župan slovesno podpisal pogodbo z na razpisu izbranim izvajalcem del. Nekaj mesecev kasneje so že bili vidni prvi obrisi nove stavbe na Bučki. In tako je varstveno-bivalna enota, ki bo krajanom in uporabnikom gotovo v ponos, videti danes. Ja, verjamem, da ta kraj bo pridobil še eno lepo zgodbo. In seveda tudi sam objekt. Pomemben je, kakšno sporočilo daje ta objekt, da bo oskrboval te ranljive skupine, ki so te pomoči potrebne, ki se ne morejo vključevati v vsakdanje življenje, ampak bo to mesto za njih. Do 8 uporabnikov Zveze Sonček, ki v škocjanski občini že sedaj preživijo nemalo uric, bo v bivalni enoti zaživelo kolikor toliko samostojno življenje. Ta investicija stane skoraj 900 000 evrov z DDV-jem, od tega računamo 350 000 nepovratnih sredstev z dogovora regije, ostalo pa proračun občine Škocjan. Ureditev varstveno-bivalne enote, edine tovrstne na Dolenjskem, za katero so sicer prvotno pridobili 200 000 nepovratnih sredstev, je bila del skupnega projekta s kočevsko občino. Ker je slednja od svojih načrtov na to odstopila, si v Škocjanu zdaj prizadevajo, da bi njihov delež nepovratnih sredstev, gre za 150 000 evrov, pripadal enoti na Bučki. Jaz verjamem, da bomo tudi te cilje kot en oziroma dva projekta s tem projekti dosegli in da bo Ministrstvo za delo, družino, socialo prepoznalo, da ne bo težav z tem 150 000 in da bo dodelilo občini Škocjan. Namero po pridobitvi dodatnih nepovratnih sredstev so na svetu jugovzhodne regije podprli tudi župani dolenjskih in belokranjskih občin. Pri naložbah ostajamo tudi v naslednji novici in se selimo v občino Šentjernej. V Gradišču so vaščani pred leti dali pobudo za urejanje pokopališča. Tako so obnovili in dozidali poslovilno kapelo, nato se je v projekt dejavno vključila tudi občina. Plod sodelovanja so pridobitve, ki so jih včeraj, pozno popoldne, uradno predali namenu. Eno izmed 5 pokopališč v občini danes kaže povsem drugačno podobo kot pred časom. Škarbe, blaboga, če se je popravljali, se je testo odluščilo, tako da ni bilo smiselno popravljati. Ja, zdaj pa za en čas držal, upajmo. Novo podobo so dobili betonsko obzidje, portal, krožna cesta okoli, parkirišče in vhod. Staro in novo pokopališče, na katerega je vezanih 13 vasi oziroma zaselkov, so spojili v enoto. Pokopališče je lepo urejeno, še nekatere zasaditve sledijo in nekako vidim, da so ljudje zadovoljni, da je to naše skupno pokopališče. Pri gradnji so morali upoštevati precej omejitev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vrednost naložbe brez vežice je bila 300 000. Tukaj je bila zasluga župana in njegove ekipe, njegovih sodelavcev, je bila zasluga v veliki meri in delo je res napredovalo tako, da smo bili kar presenečeni. Zato so se ob odprtju tudi zahvalili zaslužnim za izvedbo. Nocoj pa so na Dolenjem Mokrem polju predali namenu še obnovljen cestni odsek do Hrastja. Nevarnost je bila velika na teh odsekih, prometa je veliko, to zdaj poteka tovorni promet in odločili smo se, da pač rekonstrukcijo celovito izvedemo, kar se mi zdi zelo smiselno. Vse gre za nek obroč okrog Šentjerneja, ki je bistven. Dotrajano in luknjasto je zamenjala preplastena in sodobno urejena cesta, po kateri je vožnja vsekakor varnejša, dodaja.
Na Inštitutu za energetiko v Krškem v tem tednu gostijo 5. poletni tabor energetike. Dijaki se spoznavajo s 3D načrtovanjem in tiskanjem, programiranjem in z delovanjem sončnih sledilnikov. S pridobljenim znanjem so tako tudi sami sprogramirali miniaturni sončni sledilnik. Zaradi kakovostnega dela omejijo število udeležencev na največ 10. Letošnja tematika je vnovič aktualna. In kot vsak posameznik lahko največ na področju, bomo rekel, nekako obnovljivih virov energije, kot tudi same potrošnje z energijo naredimo sami. In ideja kot taka je, da lahko vsak posameznik, ki ima to možnost, postavi neko sončno elektrarno bodisi doma in tudi, bom rekel, da to znanje nekako prenesemo na mlajše generacije, smo izbrali ta izdelek. Torej sončni sledilnik, ki ga je izdelala tudi bodoča gimnazijka Tisa. V svet energetike jo je vpeljal brat. Najprej smo začeli tako, da smo modelirali, posamezne dele smo risali s računalniškim programom, potem pa smo skupaj še sestavili, zvezali smo žice, spajkanje. Nekaj več tehničnih izkušenj pa ima Luka, ki bo šolanje nadaljeval v 2. letniku na novomeškem šolskem centru. Izkušnje imam in iz elektrotehnike in iz programiranja, iz 3D modeliranja malo manj, ampak tukaj mi je všeč, zato ker začnemo s konstrukcijo, pol na povezavo, pa kasneje tudi na programiranje. Tudi letošnji tabor pripravlja Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru v sodelovanju z Gen Energijo. Dodana vrednost je, da stroko razvijamo v energetiki tukaj lokalno, kajti takšni tabori v bistvu pred 5 leti niso obstajali v našem okolju in v bistvu so dijaki taki nadobudni, dijaki, ki so hoteli več znanja, hodili v Ljubljano, denimo. Dijake za tabor sicer izbirajo na Brežiški gimnaziji in šolskem centru Krško Sevnica, s katerima odlično sodelujejo, poudarja Kosinac. Zadnji četrtki v mesecu so v Mirni peči že 2 leti rezervirani za druženje z brenčači. Člani kulturnega društva Četrtkova brenčanja so se tokrat podali peš do Zijala, kjer so prepevali, si spekli ob ognju, o prijetnem kramljanju pa odkrivali zgodbe o Zijalu. Lani so se odpravili na pohod v neznano na Golobinjak, tokrat v Zijalo. Tokrat smo se združili z skavti, z gorjanskimi medvedi in pa trto tabule vrste. Pripravili smo kitare, nekaj naših članov zna igrati kitaro, tudi skavti v tem ne zaostajajo za nami. Pripravili smo penice, hrenovke, pijačo. Druženje v naravi je za skavta nekaj samoumevnega. Z Zijalom smo povezani tako, da smo danes v bistvu večinoma tukaj mirnopeški skavti. Zijalo je iz občine Mirna Peč, tako da imamo pa tudi v Mirni peči kar nekaj skavtov, tako da mogoče v bodočnosti tudi v Mirni peči odpremo svoj stek, novo lokalno enoto. Pot v Zijalo je bila za družino Zupančič prijeten popoldanski sprehod. Zijalo poznam že od rane mladosti, tako da ni to nekaj novega. Zupančič obiskuje tudi druge prireditve brenčačev. So pa, bom rekel, zelo vsebinsko bogati in kadar se jih udeležim, sem vedno pozitivno presenečen nad njimi, tako da le tako pogumno naprej. Z obiskom njihovih dogodkov so zadovoljni, je povedala Lužarjeva, zato že snujejo nove. Septembra pripravljamo večer z vinogradniki in predstavitev neke knjižne uspešnice na temo vin, tako da bo tudi gotovo zanimivo. Občane torej vnovič vabijo zadnji četrtek v mesecu. Samo še lep konec tedna vam zaželimo, zadnji avgustovski bo in še ta menda deževen, a naj vam vreme ne kroji razpoloženja. Pa srečno!